Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav iz Knežjega mesta. Stadion z Dežele je v tem 15. krogu prve lige Telemach prizorišče štajerskega derbija med Celjem in Mariborom, torej edinih ekip, ki sta konstantno v prvi slovenski ligi. Kot za Celjane pripravljen je Popovič. Na višjem skoku Gveriko, pa potem Paple in brez večjih preglavica Popovič. Matko! Matko je zadel! Podobna podaja kot pred nekaj trenutki in zgodilo se je točno to, kar sva govorila. Pa sedaj, da ne bova kometovala, že prej sem povedala, da Maribor ne blesti v prekinitvah, sploh po udarcih spota, ampak... Repas. Dobro, zdaj Repas skozi sredino, še vedno Jan Repas. Drugi strelec Maribora, priložnost zdaj za izenačenje. Toda ni zadev Žan. Ali pa prekinitev kot je tale in izenačenje. Tolic podajo. Kdo je bil tisti, ki je... Watson, ki je najviše skočil in zadetek Šveda. Tako, in dejali smo prekinitve nekako v letošnji sezoni tako v pozitivno kot v negativno smer krojijo rezultate Maribora. Še enkrat odličen predložek Toliča na tistih kriznih sestankov. Seveda tudi nogometaši so dobili, ko smo lahko prebirali v medijih nekaj denarnih kazni. Tu je zdaj Matko! Matko! Matko je zadel! Z roko je igral Matko, zato žoga za Maribor. Božic podaja na desno stran Milec. Še vedno Mati Milec, nekaj težav za Rozmana, izenačenje! 2-2 na štajerskem derbiju, strelec zadetka pa tudi Marko Tolič. Koliko strelcev danes, ki so prvič zadeli v tej sezoni, Matko pa Watson, zdaj tudi prvič v prvi ligi strelec Marko Tolič. Ja, sploh te podaje diagonale tudi nazaj so nekako najbolj tvegane. Tako, in praktično... Ja, zdaj lepo kombinirajo Mariborčani, Vipotnik in napaka Rozmana. 3-2 oziroma 2-3, Vipotnik je zadev drugič v tem prvenstvu. Maribor pa, kot kaže, do preobrata v Knežjem mestu. Tu so Viole, ki se seveda veselijo tega zadetka. V 74 minuti pa drugi kiks Rozmana. Tale je bil še nekoliko večji za zadetek iz kota, ko je zadev Aljoša Matko. Popovič in ostaja 2-3, žogo sem že videl v mreži. Visoka podaja na rob kazenskega prostora, pa je v skoku. Morda zdaj priložnost Vrbanec podajo, Kneča je pred vrati Juga, pa potem strel Janičiča in ostaja 2-3. Out za gostitelje, hitro ga bo tu izvedel Milič, pa nima pravega soigralca, no vendarle se je potem ponudil Bizjak. Milič v sredino, priložnost in izenačenje! 3-3 na štajerskem derbiju v tem trenutku. Strelec pa Damjan Vuklišević, bivši nogometaš Maribora, je danes zadev na tem štajerskem derbiju. Odličen predložek, odličen zaključek Vukliševića. Kakšna tekma! Predvsem pa me zanima, kako sta izpadla oba igralca Maribora na strani, preden je prišlo do predložka in pa pokrivanje.
Darjan Matić in Roman Pilipčuk, derbi v pravem pomenu besede, 6 zadetkov, 2-krat ste vodili, se znašli v zaostanku, na koncu delitev točk, realen rezultat, kakšna je vaša ocena? Как-то счет по игре, а ваша оценка игры? Ну, наверное, игра для болельщика очень хорошая, очень яркая, очень зрелищная. Увидеть 6 мячей. Игра, я так считаю, была не скучная. Мы проанализируем, где мы допустили ошибки и будем двигаться вперед. Tekma je bila verjetno za gledalce zelo zanimiva, taka, veliko je bilo dogajanja na igrišču. Nekako mi bomo naredili analizo in bomo videli, kje smo naredili napake in gremo naprej. Je z trenerskega vidika največja težava oziroma največji negativni vidik danes to, da ste 2-krat vodili, pa kar poceni prejeli 2 zadetka, na koncu se celo znašli v zaostanku? Как тренер так комментируешь, что мы 2 раза вели, потом даже горели 1 мяч и, ну как, вели 2 раза? Ну, наверное, это и есть основное название дерби, что игра в таких матчах непредсказуемая, то, что я говорил перед игрой. И неважно, у кого какой этап, кто-то выиграл 3 игры, кто-то проиграл 3 игры, неважно, дерби, и этим все сказано. Z eno besedo lahko povemo, to je derbi in pred tekmo sem rekel, da nima veze, a si ti v negativni seriji, pozitivni seriji, gre za derbi in to je preprosto taka beseda in to se lahko zgodi. Ste pa še vedno neporaženi doma, drugi remi ob samih zmagah. Verjetno je to vseeno del v tem delu sezone, ki je izrazito pozitiven. На самом деле, как мы дома еще не проиграли, наверное, это самая такая позитивная вещь, что мы не проиграем дома. Не, ну все в совокупности. Очки мы не потеряли, и я считаю, что все равно не надо Марибор сбрасывать. Они являются тоже нашими конкурентами в борьбе за тройку, поэтому я считаю, что все сложилось достаточно хорошо. Ja, nekako vse je bilo nekako pozitivno danes. Moramo vedeti, da tudi Maribor je naš konkurent glede na ekipo in nekako smo lahko zadovoljni. Samo še to, Aljoša Matko je končno prekinil niz brez doseganja zadetkov. Kako pomembno je to za celotno ekipo? Vemo, da gre za rojenega strelca. Сколько важно для нашей команды, что Матко наконец-то забил мячи. Ну, я думаю, что это не только важно и для команды, это важно и для Матко. Он, может, неудачно играл последние игры. Видно было, что он в заключительной фазе торопился, где-то очень хотел забить. И мы очень рады, что он сегодня забил эти 2 мяча, 2 красивых мяча, он их заслужил. И будем надеяться, что они ему дадут импульс вперед и всей команде. To ni pomembno samo za ekipo, pomembno je tudi za samega Matka. Videl, mogoče mu mal ni imel sreče v prejšnjih tekmah, nekako si jo zelo želel teh zadetkov, nekje tudi mogoče mal prehiteval s tem, ampak upamo, da bo to en impuls za naprej, tako za Matkota kot za celo ekipo. Najlepša hvala obema. Hvala. Po koncu razburljive tekme v moji družbi mariborski strateg Damir Krznar. Damir, turbulentna, nora tekma. 2-krat ste zaostajali, prišli do vodstva, na koncu pa ostali brez zmage. Niz porazov je prekinjen, ampak nekako imamo občutek, da bi si želeli še več. Moj dojam, Vruća, morate znati da je prije 30 sekundi završila utakmica, moj dojam je da smo zaslužili više. Vrlo konkretni, vrlo opasni u fazi napada, jedna neposrednost u fazi obrane, neću griješiti dušu, imalo je Celje, možda 5 minuta prije 100% priliku. Vjerovao sam da će nas nagraditi za sav trud, nije, ali nema veze, spustit ćemo se, smirit ćemo se, bod koji nam ništa ne znači, a u stvari znači nam jako puno. Kar precej ste grajali karakter fantov v zadnjih tednih, ampak če se ekipa vrne 2-krat po zaostanku, pride v vodstvo, to je verjetno del, s katerim ste lahko zadovoljni. Ovo je Maribor koji želimo gledati. To je na tragu onoga što smo priželjkivali u prijašnjim utakmicama. Kažem, konačno smo jednu utakmicu završili kompletni sa 11 igrača u polju i već su samim time izgleda bolje. Imali smo i hrabrosti igrati svoju igru, imali smo hrabrosti pasirati, tražiti posjed, dobili smo ga, ta hrabrost se isplatila, uzet ćemo ovo kao jedan podstrek za dalje.
Je edina črna pika oziroma edina zamera do vaših fantov spet zadetek iz prekinitve, spet zadetek na koncu po predložku. Veliko ste govorili u preteklih tednih o tem. Da, prati nas to i dalje. Bilo je perioda kada smo vladali s tim prekidom, sad nam se opet to događa u nizu, već drugu utakmicu, morat ćemo i to presjeći. Nadam se da će i to biti bolje u buduće. Najlepša hvala. Iz tabora Celja je ob meni končni junak za tole točko Damjan Vuklišević. Turbulentna tekma. Dvakrat ste vodili, zapravili vodstvo, se znašli v zaostanku, na koncu pa izvlekli to, da ste v Celju še vedno neporaženi. Kako ste zadovoljni s to točko, bi si želeli več? Pa glede na to, da smo dvakrat vodili, smo si definitivno želeli več, ampak glede na potek tekme, da smo zgubljali do samega konca, je tudi ta točka dobrodošla. Koliko vas je prerezal tisti zadetek ob koncu prvega polčasa? Vemo, kako trenerji poudarjajo, da so tiste minute najbolj občutljive v celotni tekmi, če ekipa vodi. Pa vedeli smo, da imamo pred sabo še cel polčas. V garderobi smo rekli, da moramo iti na glavo. Dobro smo začeli, sam kakor ste sami videli, smo dobili ta dva, po mojem mišljenju, prepoceni gola, ampak hvala Bogu smo se vrnili z mojim golom. Kot ste dejali, prepoceni zadetka, ste sami dobili občutek, da ste po tistem zadetku za drugo vodstvo nekako preveč stopili nazaj? Pa mi se držimo svojega plana, ne glede na to, ali vodimo, zgubljamo, mi igramo zmeraj isto, danes se nam je pač išlo za točko. Kako pomembno je za vas, ali je to zgolj statistična opazka, da ste še vedno tu v Celju neporaženi po 8 tekmah? Pa mi smo si danes želeli zmage, lepo je to slišati, da smo še zmeraj neporaženi, ampak mi hodimo vsako tekmo po zmago in tako bo tudi v bodoče. Damjan, najlepše hvala. Hvala. Še odziv iz tabora Mariborčanov, Žan Vipotnik. Res zanimiva tekma, turbulentna tekma, vodili ste, oziroma najprej ste zaostajali, potem vodili, na koncu pa iztržili točko. Končan je tisti urok težav v napadu. Kako ste zadovoljni s tole tekmo? Pa ja, res je zanimiva tekma, dobra tekma, bilo je veliko golov. Ja, zadovoljni nismo, pričakovali smo zmago, kajti bili smo v nekem nizu porazov in bi dobro došla zmaga. Vseeno pa je ekipa pokazala določen karakter, po dvakratnem zaostanku ste se vrnili. Je to del, ki vas lahko veseli, ki vas lahko navdaja z optimizmom za naprej? Pa ja, ni lahko po zaostanku, ampak smo pokazali, da smo ekipa, da smo se pobrali, ampak žal na koncu nam je zmanjkalo malo zbranosti v najbolj pomembnih trenutkih. Videli smo reakcije na klopi, je tudi vas, fante, na igrišču najbolj razburilo tisto, da ste spet prejeli zadetek po prekinitvi. Veliko je trener govoril o tem, na koncu pa spet lapsus in zadetek Matka za 1-0. Pa ja, res je, te prekinitve. Pač dogovarjamo se glede prekinitve, ampak nam danes žal ni uspelo obdržati pač 0 glede prekinitev. Je pa končan niz porazov. Kako je vam osebno pa tudi ekipno odleglo? Bo zdaj vendarle lažje nadaljevati? Ni zmaga, je pa 1 točka, nisi prekinjen. Ja, lažje bo, ampak kot sem že prej rekel, šli smo na zmago.